Coolcast s Klemnom Bučanom. Coolcast. Tole je Coolcast z Evo Cimbola. Si predstavljaš preko z Evo Cimbolo? A? Tako bi te popravila. Tako je bi popravila. Eva, Jaz, živjo. živja. Kako skajno? Zelo nenavadno je biti pri tebi, klele v studiu. Sicer pa Kjerkoli. super. Navajena ti biti na tej strani, kaj ti sprašuješ. Ja, zato Ja. se te mečkan bojim. To mi je všeč. Kaj me zanima, kako zdaj je jutro pa to? Malo si že oddelala in teden si ostala zjutraj, šlo si kaj zamudila, si kaj skrila, da si zamudila? Ne, lahko meni poveš, no, ne, se ne bom ni, povedal nobenemu. sej na noben vedo. Ja. Ja. Ne, lej, trkam, kar nekam bi zdaj le hitro potrkala. Bil je odličen teden, zbujala sem se tako, kot je treba, celo eno jutro pred budilko, si moraš misliti. To je psiha. In to ni tako zelo fajn občutek, ko Ne, se ja. zbudiš 5 minut pred budilko, ker najprej je strah, zakaj sem se zdaj zbudila, in pol pogledaš in vidiš, 5 minut, Ja, kva točno zdaj, to ali je. vstanem, ali ne. Tako da ja, sicer pa le, super, no. Jutra so pravzaprav lahko zelo lepa. Jaz sem imel ta ponedeljek isto. Tudi? Ponedeljek po Frej tednu, 4:55 sem se zbudil, 5:00 budilka, 4:55 sem se zbudil. Čakaj, 4:55 si se zbudil, jaz sem takrat že v avtu. Ja, ne vem, odkje se ti voziš, ampak jaz imam 10 minut do službe. 5:00 se zbudim, do 10:05 sem stuširan, potem imam 5 minut časa, da se počasi oblečem in štartam. In sem tukaj 5:30. Hvala za vse te tvoje jutranje informacije. To so jutranje prometne informacije. V glavnem, Eva, kaj sem hotel. Ljudje se zbujajo že 4 leta v moji družbi, malo me že poznajo 4 leta. Jaz sem na začetku res nisem tako preveč predstavil, ampak sem me že toliko časa spremljal, da me že poznajo, skozi kakšne svoje prigode govorim. To je ta moj stand-up komedijan, veš, malo rad imam te osebne, da me tudi ljudje malo spoznajo. No, tebe pa zdaj, ti si pa zdaj uletela iz neba. In te ljudje Radi Ekspres še ne poznajo tako dobro, veš, in se kar zbujajo, zdaj kar ena Eva jih zbuja. In jaz bi rad, da te spoznajo ljudje. A veš, da jim bo bolj domače, tako kot se z mano domače zbujajo, da se bojo tudi s tabo domače zbujati. No, pa pejva zdaj k tej domačnosti. Greva na začetek, Se že začnimo na bojim. začetku. Veš, Ja. vsi vemo, da si ti Eva Cimbola, delaš na Radio Ekspres, delaš na Planetu, hodiš po Sloveniji, raziskuješ razne kraje, po televiziji, si ful prijaznen, na radiju si zjutraj, ampak to nič o tebi ne pove. Ja. Veš, mene zanima od rojstva naprej. Gremo Koliko začeti na časa to začetku. traja ta... 10 minut. Okay, kaj od rojstva? Ne, lej, ok, pustimo zdaj. Mene zanima, kje si ta tvoja pot začela? V katerem trenutku si ti rekla, mene pa zanima, jaz bi pa rada kar šla pred ljudi in jim nekaj povedala, pa ne bo to pred kamero, pred radijem, pred celim razredom. Kdaj si začutila, da je v bistvu tebi fajn delati nekaj tazga? Veš, ker to ni nekaj normalnega za ljudi. Ljudje se ne marajo izpostavljati pred mikrofon, pred druge ljudi, pa nekaj govoriti. Mogoče je bilo prvič zdaj pa ne me čist držati za besedo, a je bil to 4. ali 5. razred, 3., ne vem, tam nekje. Veš, ko smo volili predsednika razreda, se spomniš, ste imeli to v šoli, seveda. no, in takrat sem jaz postala predsednica razreda. In potem bila celo, mislim, da 3 leta v tej vlogi in takrat, zagotovo je takrat bilo prvič, kaj je bilo treba pač kaj povedati pred razredom in tako. In dejansko s tem nisem imela nikoli težav, nekih hujših. Potem se je pa moja radijska pot začela zelo nenavadno in sicer v 7., mislim, da 7. ali pa 6. razredu sem v teh istih prostorih, kjer sva danes, na nekoč drugem radiju snemala radijski šov oziroma oglase potem kasneje. Čak, v 7. razredu si tukaj snemala oglase. Ja. Res? Wow! Ja, res. Hudo! In včeraj, ne boš verjel, sem doma pospravljala eno omaro, veš, vsak od nas ima eno omaro, ki je vse not. Ja, hočem slišati ta oglas, vem, da ga znaš na pamet. Ne, nisem našla oglasa, sem pa našla svoj dnevnik iz pač osnovnošolskih dni in potem srednjih. In noter našla, zdaj mi je žal, ker nisem prinesla to s sabo, v glavnem stran, na kateri piše, kako sem nervozna, kako grem zdaj prvič na ta radio in kako me čaka nek radijski šov. In je prav tekst, ti bom poslala slikco, je prav tekst, kaj moram povedati na radiju. Približen ziher veš, kako približen, ne vem. Vem, da je bila kot neka oddaja, Radio Star, mislim, da se je imenovala in sem potem mogla nagovoriti poslušalce prvič v tej neki oddaji. No. A že mutirala si mi tako, lepo pozdravljeni, dragi Ja, otrok sem bila, seveda. Wow. Tako se je v bistvu začel, potem sem pa že zelo hitro pri 19 letih začela v bistvu delo na radiju in potem že pri 21 na televiziji. Tako da sem kar bila hitra.
Ta prvi del si kar deliva, jaz sem tudi osnovna šola, doma sem se snemal na radiju, veš, ki si dal Red Play in sem se snemal kao radio, povezujem program, ki moja mami delala takrat že na radiju, ki sem bil še čist majhen in meni je bilo to ful cool, ampak pa sem pa mal izpadel ta del, ki si ti rekla 19-20, ker sem jaz druge stvari počel skate, pa tako, se veš, fantje mal rabimo, ne pol, da se spet damo v tirnice. Ampak pa si pa začela kaj? Pa si začela v bistvu, čakaj je bilo, Radio Glas Ljubljane ali RTV? To so bile tvoje prve službe, Radio Glas Ljubljane Radio in Glas RTV. Ljubljane je bil prvo, tam sem v bistvu začela, takrat sem pri mami novinarstva, lahko rečem, se učila, bila njena pomoč takrat pri gospe Majdi Juvan. Ona je imela takrat eno zdravstveno oddajo in sem jaz potem razne ankete snemala, pa pripravljala kakšne tekste in tako, in meni se je to zdelo res neki wow, da se lahko od take osebe učiš. Potem se je tam delala pač malo sprememba radijska in zelo hitro so me kar porinali potem v eter. Tukaj le si naša, gremo, akcija. Kako si bila to stara, si rekla? Mislim, da takrat, ko smo to, pred 19 sem v bistvu prišla in potem, po mojem, že pa 21 bila tako samostojno v etru. Se pravi, 5 let nazaj je bilo to. Hvala, 5 let nazaj je bilo to. Ja. 5 let, ja. In pa si šla že v eter, v bistvu, potem je bilo pa tako, no, da je v bistvu ravno gospa Majda Juvan bila zaslužna, da me je priporočila naprej gospe Ljerki Bizilj na nacionalni televiziji in me potem ona vzela k sebi in sem potem tam pilila svoje izkušnje. Pilila, koliko časa je to trajalo, kako izgleda? Pravzaprav je takrat bilo spet zelo hitro vse skupaj, zato ker sem prišla ravno v času, ko sem imel zelo pomanjkanje kadra in ljudi in sem takrat se potem, ne vem zdaj točno koliko časa, ampak nekaj časa so me uvajali, pa vaje pred kamero in tako. Potem je pa vem, da se zgodila ena sobota, ko sem dobila klic, veš, v ponedeljek pa kar začneš, ker je pa ta in ta zbolela in imamo menjave, sej bo šlo. Ti imaš kar srečo, imaš ti ta nos za najdeti, kje primanjkuje kadra, veš, in pa ti tam nek bliz prejš in pol, evo, kakšno srečo, da ni ona tukaj. Ja, mogoče res, zdaj, ko pogledam za nazaj, se nekako vedno tako izcimel, ampak po drugi strani pa sam veš, kako je, če si dovolj iskren, veš, da še nimaš toliko kilometrine, da bi lahko bil res samozavesten in kad te nekdo tako porine, se veš, je kar težko splavati, ampak lej, tam si, druge ni. Ja, no, ampak po drugi strani pa, veš, če si dovolj dober, da te ljudje, če ne bila dosti dobra, rekla, da je to, se imamo pa še 3 druge na rezerve. Ne bi tebe vzela, ne drugače, veš. Mislim, moraš biti tudi dosti dober, da ti pa reče, to je pa hudo, to je priti k nam. Pa veš, kaj se mi zdi, da je tudi odraz mogoče tega, nekdo, ne bom rekla dober, mogoče bolj iznajdljiv. Ko delaš v živo televizijo ali radio, sam veš, se velikokrat zgodijo kakšne nepredvidljive situacije. In spomnim se, da je takoj na začetku moje televizijske poti eksplodirala oziroma počla žarnica ta glavnega reflektorja nad mano, ko smo pač bili v živo. In takrat se spomnim, da je res bilo treba odreagirati, ker pač si kar naenkrat bil samo še silhueta vidna, ker je pač bila tema. In večkrat pogledam za nazaj, ker imam shranjen ta posnetek, ker je pač res lušten za videti, kako skočim. Kaj si rekla? Ojoj, cenzura, je že cenzura. Še bolj zabavno je pa to, da sem ravno brala novico o podražitvi elektrike. Tako da ste se zrežirali. Ja. No, in evo, tudi tukaj leži, šparamo. Tako. Kako je šlo pol naprej, se pravi Radio Glas Ljubljane, potem verjetno, a si kdaj nehala delati na radiju in si delala čisto še druge stvari, da si totalno odklopila vmes? Sem vmes imela radijsko pauzo, 2-krat vmes, ampak nisem pa nikoli šla delati čisto druge stvari. No? Ali sem se v tistem času bolj posvetila televiziji, ali mogoče raznim vodenjem prireditev, organizacij prireditev. Je pa, sam veš, radio je malo droga. Tisti, ki res radi ustvarjamo radio, smo, jaz mislim, da težko dolg časa brez in zato sem zdaj spet tukaj. Če ne najdemo mi radio najde nas. Tako, ampak potem pa verjetno v enem trenutku si vseeno postala mami. To je bilo verjetno tisti mal pauzice. Kako ti je to spremenilo življenje oziroma tvoj pogled na službo, ne? A si takrat začela kaj drugače razmišljati, a si hotela majčkeno bolj resno se za določene stvari odločiti, ne zdaj toliko več različnih stvari delati. A kaj ti je spremenilo? Materinstvo definitivno je spremenilo pri meni to, da sem veliko bolj odločno znala reči ne. Predvsem, da sem začela veliko bolj ceniti svoj čas in da
v bistvu sem prvo leto porodniške, ko sem res bila z njo, torej hčerko, ves čas in sva res, mi da sva bile res tak tim, no, od njenega, ne vem, 3. meseca naprej sva šibale naokrog, tako sem bila zelo taka mama, kako se temu reče, ne samo aktivna, ampak res nisem bila tipična mama, ki 2-krat na dan vozička s prijateljicami in tako naprej, mi da sva kar znale iti tudi naokrog po Sloveniji in takrat sem se po mojem, tako sama pri sebi odločila, da jaz sem zdaj sicer mama, ampak sem pa še vedno Eva Cimbola. In da ko bom doma, bom pač v vlogi mame in bom posvečala ji svoj čas, ampak še vseeno pa želim ohraniti tudi sebe in biti tudi Eva Cimbola. In v bistvu sem se zato potem tudi odločila, da grem vendarle nazaj, ne glede na to, da je naša služba precej drugačna. Sem vedela, da ravno zaradi te drugačnosti bom pa mogoče lahko jo kdaj med tednom ne dala v vrtec, pa bova lahko že dopoldne kam šle skupaj in tako naprej na račun tega, ker me potem mogoče zvečer ne bo in tako. Ja, pa recimo, če boš daj imela tako službo, da en teden delaš zjutraj, en teden pa ne delaš zjutraj, recimo, veš. Recimo, sam smo pa zdaj v šoli, tako da mi to prav zelo veliko pri teh pobegih ne pomaga, ampak lahko pa jaz mečkam bolj zadiham, to je res. Kaj jaz recimo meni to ful pomaga, ker moj še v vrtcu, ne? Ja, verjamem. Ti se koliko človek, 2 leti si pred mano, ne? 6 je bila Ronja stara, 6 je bila, ja. Moj bo 5 letos, ampak ja, tudi, dobro, ajde, imamo tam. Ok, dobila si, kako si šla pa pol nazaj s to bolj odločnostjo, vsem delaš, da rečemo temu, koliko 3 različne stvari zdaj. Če lahko popredalčkaš, kaj zdaj resno delaš. Ali mogoče 4, se pravi organizacija, televizija, radio, pa vseeno vodenje tudi. Ja. 4. Jaz, Klemen, mogoče nikoli se sploh ne zares predalčkaš. Ja, predalčkam oziroma sprašujem, kaj je zdaj tisto, kar mi je bolj pomembno. Ne? Zdaj, primer, ko pride moj teden, jutranji teden na Ekspresu, je absolutno vsa pozornost namenjena radiju. V popoldanskem času, če pride še karkoli drugega vmes, se to naredi takrat. V tistem tednu, ko sem Radia Frej, da mogoče v ospredje. Zdi se mi, da je naš način dela samo drugačen v tem smislu, da moramo biti res dobro organizirani, da znamo res svoj čas dobro izkoristiti. Zdaj pa, če mora biti ena stvar do jutra narejena, je pa namen, a jo bom to naredila zdajle, ko midva končava, ali pa ob 10 zvečer, ko pač bo mir in otrok zaspi. Ampak zdaj pa tisto pomembno vprašanje. Kako si do nas prišla? Radio Ekspres. Zdaj si začela si v bistvu popoldansko, pa malo imaš te vikende si imela, se pravi si koliko, pol leta že v bistvu z nami? Ja, verjetno nekaj tazga. Veš, kaj sem ti prej rekla, da je radio droga na nek način, za tisti, ki jo radi delamo, smo težko brez. No, jaz sem imela zdaj pač mečkam daljšo radijsko pauzo in konstantno razmišljala o tem, vse to, kar počnem, je super, fino, fajn, ampak ta radijski mikrofon mi pa res fali. In ker kar nekaj ljudi na vašem radiju poznam že odprej, je to bil en telefonski klic, živijo. Pa smo tukaj. In zdaj si v bistvu kol jutro. Ja. Kaj boš, popoldne zjutraj? Mislim, težko vprašanje, moram ga postaviti. Definitivno jutro. Ne. Jutro ima svoj čar. Absolutno ima svoj čar. Ima seveda tudi svoje minuse, če pač človek zjutraj ne lahko vstaja, potem mu kakšno takšno delo zelo odsvetujem. Ima pa svoj čar, zato ker si ti prvi stik s poslušalci zjutraj, ti si tisti, ki mu boš mečkan pomagal, kakšno smer se bo njegov dan razvil, v smislu, ga bo že mal dvignil, mu boš pomagal. Ponedeljki, veš, kakšni so ponedeljki zjutraj. Takrat se mi zdi, da je zelo fino, da smo dobra družba poslušalcu, da ga mogoče mal pripravaš na nov delovni teden z neko pozitivo in predvsem odlično glasbo, ki jo pa pri nas res ne manjka. Se pravi, tebe je najtežji ponedeljek? Meni je najtežji ponedeljek. Meni je torek. Ker? Jaz sem 4 leta vstajal, zdaj zjutraj in sem razvil mojo tez, da torek je najbolj grozen dan. Res? Zato, ker ponedeljka, veš ti ponedeljek, vikend je, pač ne spiš se malo, razen če pač žuraš, mogoče se slučajno zgodi. Pri naših letih ne več tako pogosto. Ja, pri naših letih se zaradi otrok zbudimo. Ja, ampak recimo, veš, za vikend se naspiš, spočiješ, pa pride ta ponedeljek, tudi če imaš mečken minus v spanju, meni ni problemno. Jaz ponedeljek dokaj brez težav vstanem.
Torek je pa dan, veš, še vedno je začetek tedna, ampak zgubiš ono zalogo spanca, tako da meni nekako, en kolega moj pravi, da je torek Marsov dan, tako da mogoče mi to ne leži tam malo vojna v zraku, se pravi energija Marsa, ampak torek enostavno zdaj si mi predstavil še en vidik tega torka in zdaj se bojim, da bosta ponedeljek in torek problematičen, ampak pri meni bo ostalo tako, kaj je. Ja. Meni je sam torek. Torka ni vedno, ampak največkrat, če je kakšen dan v tednu, je torek. A pa če recimo, da imam kakšne dogodke zvečer, pa nastope, pa ponovadi proti petku malo zmanjkuje, ampak ni to kritično. Torek me najbolj preseka. Ravno kar si poslušalcem sporočil, da če si v torek, daj malo čudne volje, to je pač torek. Sej vedno, še doskrat to povem. Že meni je zelo žal, danes je torek, se veste, meni torek ne leži. Tako da mislim, da že tisti, kar redno poslušajo, vejo. Da pri meni torek je Klemen, torek, si v redu? Ja, še kar v redu. Ne. Tako da vejo, da torek me najbolj vrže. Kaj je tvoj jutranji ritual, kako vstaneš? A imaš diktaturo? Ker jaz nisem recimo jutranji človek, si rekla, če nisi jutranji človek, jaz nisem mene. Meni je jutro, če je pred 6, sem jaz zombi, ampak imam ta jutranji ritual že toliko naštudiran, da gre nekako robotsko. Mislim, ti si sploh človek ritualov, kakor jaz tebe poznam. Ampak kaj je tvoj? Moj ritual je edini, ki je res nujen vsako jutro, sta 2 budilki. Torej, ena v spalnici in ena v kopalnici za vsak slučaj, ker ko zazvoni tista v kopalnici, ne moreš pobegati. Ni več izgovorov. Okay. In pa jutranja kava, ki jo sicer ne pijem doma, jo pa skuham in si jo prinesem s sabo. Tako da to je eden od stvari, mislim, to so stvari, brez katerih zjutraj ne gre. Ja, kdaj jo spiješ? Tukaj, ko zmiksaš prvo uro, kdaj? Po koliko časa? Po 1 uri, odkar si vstala? Ne, imam tako malo večjo termosko, nisi jo videl, seveda. In ne boš verjel, ampak jaz jo pol kdaj pijem tudi, ko grem domov, ker imam zelo rada mrzlo kavo. Nič narobe. Počas srkam pol to kavo. Ja. Kaj te pa potem pomiri? Recimo, imaš jutranji šiht. Jaz mislim, da je zelo pomembno za ljudi, ki delamo tako zjutraj, da imamo nekaj, da znamo resetirati, da se potem dan nadaljuje. Da imamo otroke, imaš, ne vem, mogoče organizacija poroke, še dogodek, televizija. Kaj narediš, ker zjutraj vseeno je en svoj svet in kako pol preklopiš naprej? V bistvu tega sem večkrat vajena že odprej, ko sem tu delala kakšna druga jutra, kje druge, ne tako nujno radijska, kot recimo na televizijah. Vedno sem presekala dan s prehodom ali s psom, ali pa sem šla pač sama ali odteč, ali odhoditi, pač kar mi je tisti trenutek najbolj pasal. Če je bilo treba, mogoče kdaj tudi kakšno urco še odspati, če je pač bila kriza in pomanjkanje spanja. V zadnjem obdobju, zadnje leto, je pa joga tista, ki me odpelje. To sem hotel vprašati, ker vidim, da je zelo velika to pravi joga. Kako si se spoznala z jogo? Kaj ti pomeni joga? Ker joga, a še ljudje mislijo, joga, to malce sedijo, meditirajo. Jaz sem enkrat to probal, to je naporno. Ja, jaz sem imela zelo dolg časa en tak čuden odnos do joge. Tak, kot si zdaj ti rekel, pa zakaj bi zdaj to jogo, tam malo se nekaj razteguješ, pa ne. Enako sem imela do meditacije zelo velikrat tak odnos, v smislu, zdaj se bom tule ulegla in bom dihala globoko in bom poslušala svoje dihanje in to me bo... Tako, mogoče se res nisem znala temu posvetiti na pravi način. Potem sem pa tudi zaradi različnih zdravstvenih recimo težav in tako vedela, da moram pač določene stvari majčkeno spremeniti. In sem rekla, pa ta joga je skozi nekje me tako malo klicala od ozadja. Ne? Pa sem rekla, dobro, dajmo se pa mogoče... Tako, pridi. Točno tako. Ja, ne, če bi me tako se ne bi odločila, ker to je kot grozljivke zdaj, drugače. Bolj je bila nežna. Je bila bolj nežna in sem potem rekla, da se hočem to lotiti, ne zdaj tako malo, grem pa na en tečaj, pa se bom tam učila jogo, ampak sem najprej kar nekaj knjig prebrala na to temo, ker me je vseeno malo zanimala ta filozofija joge, pa zgodovina, pa tako naprej. Ja, koliko pa ti kaj bereš? Jaz sem zdaj, ne smem tebe sprašovati. Zgleda, da še nisem pripravljena za jogo. Mogoče res, ja. No in potem, da skrajšam, je to pač toliko potegnil noter, da grem zelo težko spat, če jo zvečer ne naredim. Se pravi, zvečer to počne? Ja, mislim, zjutraj zdaj, kadar sem na radiju, pač res ne. No, čeprav ne boš verjel, pretekli teden celo en dan ostala 20 minut prej in sem jo naredila tudi zjutraj in sem ful lažje začela dan, tako da mogoče vnesem še to prakso. Če te bo kdaj zanimalo to, se lahko dobiva v tvojem tednu, da ne boš rekel, da takrat, ko si frej. Bom prišla sem, pa narediva eno jogo ali pa ti malo pokažem, kako se meditira.
Veš kaj, najprej moram malo knjig prebrati, tudi meditacija. Slišam izgovore. Kaj pa, če bi to bil en izziv? Ja, ne, drugače verjamem, Veš, veš kaj, kako me je verjamem pa v preslišal? dihanje. Meditacije še nisem čisto dojel, dihanje pa ful verjamem, ful ga prakticiram Kdaj različnega. imaš rojsten dan, Klemen? A kmal? Ne, še toliko malo. Tok, da lahko zorganiziram en dober joga. Za rojsten dan joga party, ni bolj rojsten dan, bolj druga joga. 6. marca drgaš. 6. marca. Ok. Jaz pa 17. aprila, sam nisi oven, ne? Ne, nisem. Okay. Ne, jaz imam zdaj pač v glavi to jogo, ne boš šel temu na takšen ali drugačen način. No. A ja, ena stvar, ki je v meni zagotovo očitno, ne veš, kaj? so, da obožujem presenečenja. Aha, no vidiš, jaz jih pa ne. A ni to dobro? Lej, kako se dopolnjujemo. Ti si čisto, jaz pa tako, jaz hočem imeti tudi presenečenje splanirano. Jaz sem rekel, mi ne vem, delate ja. fantovščine, jaz nočem, da kdo prije po meni, jaz imam splaniran dan. Jaz nočem, da mi eno leti pa reče, da pa nekam gremo. Ne, ker jaz nisem ready, da mi nekam gremo. Jaz moram zdaj narediti to, pa imam plan tak in ne. Ti si res Presenečenja človek so, ne. timingov, ja. Ni presenečenja pri meni, no go. Ni šans. To ti misliš. Ja. Kaj sem da mislil, še par tako čist takih osnov. Ja, že ljudje vidijo malo. Najboljši dopust. Kaj je zate popoln dopust? Totalen odklop, skoraj da ne Robinson na kakšnem oddaljenem otoku. Najboljša hrana na svetu. Na Top 3. Kaj vem, da težko je reči. Ribe, vse, kar je v povezavi z Spet na tem morsko otoku. hrano. Ja, itak, absolutno. Pa sladkarije, to je res moja šibka točka, čokolada. Se pa ujameva, no, seveda. Ja, čokolada lahko. Ali pa Nutella na žlico, tudi v redu. Ja. No, vidiš, to pa lahko za rojsten dan. Sladkarije na tona. Po jogi. Po jogi, najboljša muzika, najboljši koncert v življenju. To pa res težko verjeten, ker sam enega izpostavim. Mogoče se vedno z veseljem vračam v Beograd, Robbie Williams, ker mi je pač res bil nenavaden koncert, zato ker je to bilo zelo na hitro splaniran. Gremo, na hitro najdete prenočišče, zato da ne bomo predolg se vozili gor pa dol, da še prespimo oziroma prespiva. In pol res odbit koncert na dežju, pa Robi kot Robi, pač vedno čara. Ja, mi smo bili na Dunaju vrhunsko, noro, res dobro. Kaj pa, ki si bila najstnica, kaj si poslušala? A si bila kakšna taka, ne vem, si bila punkerka, raverka, si imela kakšen ta Eva moment, ki si bila tako upornica? Moja sestra je 4 leta starejša od mene in ona je bila zelo punkerca, tako, ona je bila čisto punko noter. In ona je bila tista, ki je hodila k meni v sobo, ko sem jaz poslušala recimo Caught in the Act, pa New Kids on the Block, pa je ugašala v smislu, ne moreš to poslušati, kaj s tabo in tako. In ona me je potem takrat glasbeno usmerjala in izobraževala, da recimo moram Nirvano poslušati, ker Kurt Cobain je pa, ne, tako. Pametna sestra. In bila zaljubljena ona v njega. Potem pa so bili punkerti v Križankah. Jaz sem bila takrat mislim, da 8. ali katerem razredu. In sem od mojega zdaj pokojnega dedka podedovala eno kratko žametno jakenco, veš, kaj so to včasih pač nosili. In ta je bila meni seveda takrat pač malo prevelika, ampak res taka huda žametna jakna. In mi je sestra naredila na te, veš, kaj so bile včasih, kaj si jih lahko dolgo... Na šitki. Ne na šitki te, kako se temu reče? Broškice. Ne broška, ja, ampak tako... Ja, okrogla ona. Tako, ja, broška. No, in je ona eno veliko našla doma in jo z Ediksom prebarvala in gor naredila anarhija valjda, in smrkli Evi dala to gor in rekla, no, zdaj si pa ready za koncert, in naj jo je takrat peljal oči na ta koncert. Oči na punkerte. Na punkerte. Pa si imel zihar dober tudi ona. Tudi, seveda, ja. Tako so bili nekako, mislim, nikoli nisem jaz pol šla v tej smeri tako hudo naprej kot ona. Sem pa hodila na vse možne, od koncertov do zabav. Lahko se me najdu na Metelkovi, Ortobaru ali pa v diskoteki. Tako, bila sem en tak. Evo je bila posod. Ja, no, to ne vem, če glih zahvalce. Dober, posod, zdaj pa na Radio Express zjutraj, kadar mene ni ona. Tako nekako. Ona mene ni, pa kadar sem jaz njeni. Ampak tukaj so pa skup. V glavnem, cool cast z Evo Cimbola. Upam, da ste jo malo bolj spoznali. Jaz sem veliko novega zvedel v tebi. Si? Ja. Me veseli. Ja, sem pa tudi zvedel, da ti ne bom povedal takrat, ko imam rojsten dan. Upam, da boš pozabila.